Pozdravljeni. Ali se bo Lewis Hamilton upokojil, tako kot pravi Ralf Schumacher, o tem in še marsičem drugem v naslednjih minutah. Verjetno mnogi izmed vas ste naleteli na izjavo Ralfa Schumacherja, ki je dejal, da bi lahko Lewis Hamilton se upokojil po koncu sezone 2020. In tu seveda je potrebno uporabljati pogojnik. Prvič, ker Ralf Schumacher samo izraža svoje osebno mnenje, in drugič, ker končno odločitev bo sprejel Lewis Hamilton in ne Ralf Schumacher. Sedaj moramo najprej razčistiti dve izjemno pomembni stvari. Prvič, Lewis Hamilton nam je lahko všeč ali pa ne. Ampak to ne spremeni dejstva, da njegova sezona 2025 je pod pričakovanji. In ne samo glede rezultatov, ki jih je dosegel, ampak predvsem zaradi tega, ker SE Pomišljaj 25 je slabši od tistega, kar smo vsi mi navdušenci Formule 1 pričakovali. In drugič, Ralf Schumacher nam je lahko všeč ali pa ne. Pustimo sedaj ob strani njegovo zasebno življenje. Tudi primerjava z Michaelom Schumacherjem je neumestna. Ralf je seveda imel dolgo, bogato kariero v Formuli 1, kjer je dosegel več kot, verjamem, marsikdo izmed nas. In povedal je svoje mnenje. Ampak tu je treba dodati, da prej ali slej se bo Lewis Hamilton upokojil. In če smo malček bolj realni, bi lahko dejali, da če se ne bo odločil za ta korak po koncu sezone 2025, se bo to morda zgodilo po koncu sezone 2026 ali pa kvečjemu 2027. Dvomim, da dlje. In Lewis Hamilton se verjetno zaveda tega svojega časa, ki se izteka. In zato je tudi izjemno pomembno, kakšni bodo rezultati, ki jih bo dosegel v sezoni 2025. Kot nam je znano iz tistih uradnih virov, naj bi podpisal pogodbo s Ferrarijem, ki naj bi bila večletna. Koliko ostaja skrivnost? Ampak mi navdušenci si lahko predstavljamo, da najmanj za sezono 2025 ter naslednjo 2026. A po drugi strani, če bodo rezultati takšni, kot so, jo bo lahko sam Lewis Hamilton prekinil. In tu seveda sedaj se poraja vprašanje, namreč mnogokrat smo tudi trdili, da je Lewis Hamilton tisti, ki je podpisal s Ferrarijem tudi zaradi tega, ker je dobil ogromno denarja. In če bi predhodno prekinil to pogodbo, bi tudi izgubil kar nekaj milijonov, ampak ob vseh, ki jih ima Lewis Hamilton, menim, da to absolutno ni nobeden problem. Po drugi strani Lewis Hamilton si oboje želi biti vpisan v zgodovino kot najboljši vseh časov. In če si želi priti v to kategorijo, mora osvojiti vsaj še tisti 8. naslov. In seveda, tu se bomo za trenutek ustavili. Kdo je najboljši vseh časov za vas, je seveda nekaj drugega kot tisti, ki je najboljši vseh časov zame. In verjamem, da oni, ki jim Lewis Hamilton ni všeč, ga ne bodo sprejeli v tej kategoriji, pa ne glede na to, ali ima 6, 7, 8, 9 ali 10 naslovov.
in tu smo si popolnoma nejasni. Ampak Lewis Hamilton si verjetno tega želi. Podobno kot Fernando Alonso, ki si je hotel nadeti na glavo tisto trojno krono motošporta, da bi v navednicah dokazal, da kljub temu, da ima samo 2 naslova svetovnega prvaka, je še zmeraj eden izmed največjih vseh časov. Dobro vemo, da mu to ni uspelo, ampak ne glede na vse, ima tudi danes ogromno število podpornikov. Vrnimo se k Lewisu Hamiltonu, ki je marsikaterega navdušenca na prvih 5 velikih nagradah enostavno razočaral, ker smo pričakovali več. Ampak več smo pričakovali, zato ker so mediji ustvarili to pričakovanje. Bodimo iskreni. Ferrariju je komaj po 5 dirkah za veliko nagrado uspelo priti na zmagovalni oder. In Lewis Hamilton je dosegel edino zmago v letošnji sezoni, čeprav na sprintu vezanemu k veliki nagradi Kitajske. In tu se seveda sedaj poraja vprašanje, je z Lewisom Hamiltonom konec? Po mojem skromnem videnju absolutno ne. Gleda, Lewis Hamilton ima že toliko zmag, toliko naslovov, da se mu enostavno ne ljubi boriti za 7., 6., 5., 4. mesto, kot smo videli tudi v zadnjih 2 sezonah pri tovarniški ekipi Mercedes. In to sem poudaril že večkrat. Med Hamiltonom in Leclercem je ta bistvena razlika. Ampak v trenutku, ko bo Ferrari sposoben napraviti konkurenčen bolid, bi se znala slika bistveno obrniti. A tu prihajamo do malce boleče točke. O tem, da je Ferrari v krizi, smo govorili pred nekaj dnevi v posebnem prispevku, ampak sedaj prihajajo v javnost zmeraj bolj čudne izjave. Namreč pri Ferrariju bodo naslednji posoditveni paket pokazali na veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli. Kajti na veliki nagradi Miamija bo zopet na koledarju sprint, ki ne dopušča seveda 2 prostih treningov, kar pomeni, da pravzaprav ne bodo dobili nekih povratnih informacij, nekih podatkov, ki bi lahko bili uporabni. Ampak tu morda sam razmišljam rahlo drugače. Pri Ferrariju smo videli že ogromno popravkov letošnjega SF-20. In če do tega trenutka ni jasno inženirjem, kaj morajo spremeniti, jim prosti trening ali 2 več tudi ne bosta pomagala. Ampak gre za moje osebno videnje. Težava je v tem, da letošnji Ferrari je v zaostanku z Lewisom Hamiltonom ali pa brez. In obstaja res velika možnost, da se bo britanski šampion enostavno naveličal. Naveličal čakati, da se bodo pri skuderiji Ferrari odločili razvijati svoj bolid. Čeprav je vsakomur izmed nas jasno, da bo glavnina porabljena za bolid iz sezone 2026, ker je zopet kača, ki sama sebi grize rep. Namreč, če razvijajo letošnji bolid, jim ne bodo ostali resursi za onega v naslednji sezoni. In če se tega zaveda Lewis Hamilton, mu je verjetno tako jasno, da slika tudi v naslednji sezoni je vse prej kot rožna. Meni osebno njegova izjava, kjer smo lahko videli, kot da je z letošnjo sezono že vsega konec, da ne bomo videli nekih izboljšav, kar se tiče konkurenčnosti, izjemno težka. Namreč to pomeni, da se je Lewis Hamilton enostavno predal. In to razmišljanje Ralfa Schumacherja dobiva po svoje tudi na teži. Namreč
Ferrari je ekipa, ki ima ime, je ekipa, ki ima zgodovino ter prestiž in ne smemo pozabiti na denar. Ampak po drugi strani izgleda, da Ferrari ni ekipa, ki bi bila sposobna napraviti konkurenčni bolid. In tu je krivda za nastalo situacijo vsa, in ponavljam, vsa na glavi Frederika Vassrja. On je tisti, ki je odgovoren. In videli smo tudi članke, kako prav Vassr brani Hamiltona. V neki situaciji, kjer karkoli naredi, izpade on za tistega glavnega krivca. Kajti če je Hamilton slab, je Vassr šef ekipe, ki ga ni znal izkoristiti. Če Hamilton ima slabo bolid, je zopet on tisti, ki bi moral napraviti nekaj več. Zato smo zopet v neki brezizhodni situaciji, ker bo edini, ki bo lahko odšel, res Lewis Hamilton, kjer pa bo pustil v skuderiji za seboj ogromno praznino. Je Oliver Bearman že pripravljen za prehod v Ferrari? Ne vem, v lanski sezoni je imel obilico sreče. Ampak sreče prej ali slej je konec. Ko se konča, je treba pokazati tiste prave lastnosti, tiste prave kvalitete. In verjamem, da jih Oliver Bearman ima, ampak Ferrari je tisti, ki bo mogoče tudi v naslednji sezoni brez njih. Zato je situacija verjetno taka, da se bo Lewis Hamilton odločil šele proti koncu leta. Ampak če pri Ferrariju ne bodo popravili svoje forme, bomo videli verjetno tudi tisto varianto, da bo Lewis Hamilton enostavno pomahal v slovo. Kot običajno, kar se bo zgodilo, bomo videli skupaj. Za enkrat hvala za vašo pozornost in nasvidenje.